Najlepša hvala. Sedaj začenjamo Svečano akademijo in preden najavim naslednjega govornika, napovedujem kulturni program, ki ga boste izvedla Petra in Sergej Ruprecht. Vabimo na oder.
Najlepša hvala umetnikoma za kulturni prispevek. Naš današnji osrednji govornik je monsignor profesor dr. Anton Stres, ki bo spregovoril o civilni družbi, cerkvi in začetku demokratizacije. Naj gospoda Stresa na kratko predstavim, pa čeprav ga vsi dobro poznate. Leta 1960 je vstopil v misijonsko družbo Lazaristom, duhovnik je postal leta 1968, doktoriral je iz teologije leta 1974, desetletje kasneje pa v Parizu še iz filozofije. Kot kritični intelektualec se je oglašal že v prejšnjem režimu. Dejavni je bil tudi v odboru za varstvo človekovih pravic. Dolga leta je bil predsednik komisije za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, ki je bila v prelomnih težkih časih zelo pomembna zaradi svojih jasnih in odločnih izjav. Bil je dekan Teološke fakultete v Ljubljani, mariborski pomožni škof, ljubljanski nadškof ter metropolit. Danes je rektor Katoliškega inštituta v Ljubljani. Gospod Stres, izvolite. Hvala lepa za besedo. Napošten sem bil, torej, da bi spregovoril nekaj o civilni družbi, katoliški cerkvi, začetki demokratizacije pri nas. Teda se mi je zastavilo vprašanje, ali naj govorim o tistih dogodkih takrat, ampak jaz se vam slab spomin in se malo se časa ne spomnim. Po drugi strani smo pa danes slišali, da je ravno namen inštituta Jožef Pučnik tem, da bi razumeli nekatere stvari, kako ste se tudi to predavanje zamislil kot bolj načelno predavanje o tem, kaj je to civilna družba, kakšna je naloga in tudi kakšno mesto ima potem cerkev v tem kontekstu raznih družbenih dejavnikov. Torej, gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci Evropskega in Slovenskega državnega zbora, dragi prijatelji, spoštovani in gospodje. Komunistični totalitarni režim predstavlja verjetno najbolj popolno obliko totalitarizma. Imel je celovito totalno zamisel o človeku, družbi in zgodovini vseh njihovih razsežnostih in je to tudi nameraval uveljaviti in izpeljati v celoti. Totalno, se pravi, v širino na vseh področjih od politike do umetnosti in v globino bi lahko rekli vsake človeške duše ali prepričanja. Zato je bila njegova ideološka sestavina tako močno poudarjena. Mi danes na ideologijo ne damo več toliko, ampak v času komunizma smo pa, predvsem oni so pa smrtno res pa jemali ideje in ideologije. Razumljivo, da je bil zaradi tega do drugih in drugačnih svetovnih nazorov izrazito polemičen, ker jih je pojmoval kot izjemno škodljivo konkurenco, ki je ogrožala sam uspeh svetovne revolucije, ki je vodil izpeljati. Ko pa je prišel na oblast, je odločno se konkurente zatiral. Med poglavitne idejne nasprotnike je seveda štel krščanstvo in še posebej katoliško cerkev, kar je glede na vsebinska nasprotja samo po sebi tudi razumljivo. Komunizem seveda ni edini nasilni režim. Skupaj z Hannah Arendt lahko razlikujemo dve vrsti strahovlad. So nasilne režime, ki so zgolj tiranije ali diktature, kakšne vojaške hunte. V takem primeru gre za posameznike ali skupine, ki se dokopljajo do oblasti in na to izvajajo zbolj ali manj brutalnim zunanjim nasiljem. Nekaj drugega pa so totalitarne režime, ki so bistveno zasnovani na določeni ideji, na ideologiji. Tu ni v ospredju diktator, ampak sistem. Ne gre samo za zunanjo pokorščeno oblasti, ampak za notranjo
Z tega stališča pa je komunizem posebej verjetnosti najbolj izraziti totalitarizem, še hujši od nacionalsocializma, kajti z vidika pomena, ki ga presoja ideologije in dodelanosti te ideologije, presega nacionalsocializem. Svoje korenine ima v nemškem idealizmu in njegovi miselni prevzetnosti, ki si je domišljal, da je prišel do skrivnosti, do dna človeka, Boga in bivanja. Zato se je komunizem spopadal s krščanstvom na teoretični in praktični ravni. Kot nasproten nazor je pobijal z vsemi sredstvi versko prepričanje, kot družbena in politična oblast pa je preganjal cerkev kot institucijo, kot družbeno in politično dejstvo. Oba vidika so se seveda med seboj dopolnjevali. To poudarjam zato, ker včasih nekateri pravijo, ja, sej komunizem pa ne bi bil tako nasproten cerkvi, če bi cerkev recimo bila bolj za proletarce. Marx ni imel nobenih krščanskih socialistov, ni imel nobenega vmešavanja, da bi kdorkoli drugi, kakor on, s svojo marksistično, materialistično ideologijo je edini mesto, da lahko resnično probleme prav reši in noben drug, a potom nimamo časa za to razgledati. Komunistična totalitarna država je svojo nedemokratičnost jasno kazala tudi na področju svojega odnosa do vseh nevladnih organizacij, se pravi do civilne družbe. V komunistični državi ni bilo prave delitve na državo in civilno družbo, saj tudi država v klasičnem pomenu besede ni obstajala. Obstajala je komunistična partija. Vsi navidezni državni organi, od parlamenta in vlade do sodstva, pa so bili samo kulisa, simulacija države, orodje partije brez kakršnekoli samostojnosti in lastne pristojnosti. In kakor ni bilo samostojne države, tudi ni bilo samostojne civilne družbe. Organizacije ali interesna združenja, naprimer Rdeči križ ali nekatera profesionalna in amaterska združenja, en sam uradni sindikat, zdravniško društvo, planinsko društvo, lovci in podobno, vse to je bilo monopolno. Ni bilo sindikalnega pluralizma, tudi ne pluralizma na področju dobrodelnosti. Prepovedane so bile tako imenovane sporedne strukture, se še spomnite teh izrazov. Vse delovanje teh združenj je potekalo pod strogim nadzorstvom partije, ki je v vsaki taki organizaciji imela odločilno besedo. Partijski sekretar je odločal vse. To so bili vse te organizacije samo transmisijski mehanizmi za partijske odločitve in njeno voljo tudi naravno, ki jo imenujemo navadno civilna družba, se pravi področje partikularnih, legitimnih interesov državljanov. Pač pa je v komunistični državi vendarle obstajala ena nevladna organizacija, ki je bila samostojna. Koliko to? To je bila katoliška cerkev, ki edina ni bila pod neposrednim vodstvom partije. S tem je katoliški cerkvi nekaj pripadla naloga, da je v komunističnem sistemu predstavljala edino resnično nevladno organizacijo. Zaradi tega je partija seveda cerkev strogo nadzorovala in omejevala njeno dejavnost na najmanjšo možno raven in miro. Samostojnost katoliške cerkve pa je bila zagotovljena z dejstvom, da pripada nadnacionalni ustanovi in da je katoliška cerkev edina na svetu subjekt mednarodnega prava. Druge krščanske cerkve so bile v težjem položaju. Še danes recimo isti problem v Turčiji, ker recimo ena cerkev, ena verska skupnost ne more imeti pravne osebe. Samo katoliška cerkev lahko ima, ker je pač priznana kot subjekt mednarodnega prava. Toda ravno zato je bila katoliška cerkev toliko bolj osovražena in izrinjena iz javnega življenja. Po komunistični ustavi je bilo izpovedovanje vere opredeljeno
opredeljeno kot človekova zasebna zadeva, torej brez pravice javnega izražanja, kar imajo še danes mnogi za normalno stanje. To je pa posledica poplavnosti vrha. Boj za demokracijo pri nas se je v začetku ni usmeril seveda v takojšnjo politično demokratizacijo, temveč najprej v zahtevo po neodvisnosti in svobodi civilne družbe, po svobodni misli, svobodni besedi, svobodnem združevanju in nastopanju v javnosti. Se spomnite Nove revije in drugo. Na koncu se je skazalo, da je neodvisna in avtonomna civilna družba možna samo v demokratični in svobodni politični ureditvi. Da v totalitarizmu, torej kot ogenj in voda, ne gre skupaj, totalitarni politični sistem pa demokratična civilna družba. Za demokratične države veljajo danes po doktrini tiste, v katerih je izpeljana ločitev med civilno družbo in državo. Vendar je stopnja samostojnosti civilne družbe lahko različna. Po Charlesu Taylorju lahko razlikujemo 3 stopnje. Minimalna stopnja je obstoj civilne družbe, kjer obstajajo svobodna združenja, ki so toliko samostojna, da ne potrebujejo podpore državne oblasti. Torej, mi še na tej stopni nismo. Drugič, na višji stopni obstaja civilna družba tam, kjer se v celoti sama organizira na podlagi svobodnih združenj, ker torej ni samo nekaj svobodnih združenj, ampak je celotno področje gospodarstva, kulture, izobraževanja in socialne skrbi in razvedrila, rekreacije, športa, pokrito z ustreznimi svobodnimi združenji in ti nastopajo med sebojni koordinaciji. Tretja stopnja pa je dosežena takrat, ko celota svobodnih združenj civilne družbe lahko odločilno vpliva tudi na državno politiko. To sicer ni čisto združljivo z liberalnim pojmom države, je pa bolj v smislu nekega korporacijskega modela. Civilna družba danes načelno obstaja v vseh demokratičnih državah, stopnja asociativnega življenja in organiziranosti pa je različna od primera do primera. Ideja civilne družbe kot ima zgodovinske korenine in te segajo nazaj v srednjeveško zahodno krščanstvo, ki ga vzhod ni poznal in zato ni naključje, da se je bolševistični totalitarizem razvil najprej v Rusiji. Prvič, v zgodnjem srednjem veku je nastalo razlikovanje med kraljevsko oblastjo in drugimi pristojnostmi, ki so jih imeli deželni gospodje, svobodna mesta, samostani, cehi in druga združenja. Vse to je pomenilo, da kraljevska oblast ni edina inštanca, edina avtoriteta. Kraljevska oblast je veljala za najvišjo, ne pa za edino, in je bila samo ena izmed funkcij, ne pa funkcija, ki bi vse povzemala in vse zastopala. V srednjem veku ni bilo tako. Drugi, nič manj pomemben dejavnik samostojnosti civilne družbe pa je cerkev, kot od države neodvisna ustanova in družba. Katoliški državljani, in to so bili vsi, so bili tako državljani 2 kraljestev, zemeljskega in duhovnega, člani države in člani cerkve. Ti 2 ustanovi sta bili načelno relativno samostojni. Gelazij I, papež v leta 492 do 496, je postavil teorijo o 2 mečih. Po izvirni Gelazijevi teoriji obstajata torej 2
izbora avtoritete. In Boga je treba bolj obogati kakor kralj. Se pravi, kralj, politika ni najvišja oblast. Izvedel, da se za cerkev in kralj ali pa cesar stalno pretepala, oziroma pač ne samo vojaško, pa tudi diplomatsko in kako drugače, oziroma boj za investituro in vse skupaj, je še ravno zato, ali bo država ostala v mejah politike, ali pa se bo prisvojila tudi kompetence na področju, ki presegajo politiko. Tretjič, v fevdalni družbi je bil odnos med fevdalnim gospodom in vazalom zamišljen kot neke vrste pogodbe. Torej, dolžnosti ni imel samo vazal do gospodarja, do gospoda, ampak jih imel tudi gospod do svojega podložnika. Ko nastanejo svobodna mesta, dobijo tudi ta od kralja posebne pravice in tako obstajajo kot družbe z neko samostojnostjo in samoupravo, kar vse skupaj pomeni, da vseobsegajoča politična avtoriteta ni edina in ni najvišja. Boga je treba bolj ubogati, kakor ljudi je bilo splošno sprejeto v srednjem veku in se je pozneje preneslo na naravni zakon. Vse to področje relativno samostojnih dejavnosti in njim ustreznih ustanov, združenj, cehov, raznih bratovščin in vsega podobnega, za nekaj stoletij izgine z nastopom moderne absolutne monarhije. Tomaž Hobbes, eden njenih teoretikov, daje vladarju celo pravico, da ukazuje tudi vero svojih podložnikov. A ta absolutizem vendarle ni mogel prevladati za dolgo. Že nekaj desetletij za njim John Locke priznava avtonomijo vere, cerkve in svobodo veroizpovedi v svojih tolerančnih pismih. Dalje priznava naravno pravo, se pravi pravo, ki ga ne postavlja vladar, ampak velja za vladarja samega. Predvsem pravico do življenja, svobodo in pravico do imetja. Svojimi idejami o naravnem pravu, o ločitvi pristojnosti države in cerkve ter o obveznosti, ki jih ima država do družbe, monarhija kralj do družbe, že pripravlja poznejšo teorijo o civilni družbi kot od države relativno samostojno področje življenja in delovanja. Baron de Montesquieu ni samo pomemben teoretik delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, s čimer se oblast nadzoruje in omejuje samo sebe, ampak je v svojem priznavanju samostojnega, nepolitičnega ali predpolitičnega družbenega življenja odkril vlogo trgovine in s tem ekonomije. Tako sta Locke in Montesquieu pripravila prostor za pojav teorije o civilni družbi, ki je ločena od države. Izpostavila sta religijo in gospodarstvo kot področji, ki naj bosta ločeni od države. Angleška nacionalna ekonomija pojmuje gospodarske zakone kot podobne naravnim zakonom, se pravi kot samostojne zakone, nad katerimi politika nima oblasti, kakor nima oblasti nad zakonom prostega pada ali nad tem, kako se zvezde sučijo. Poleg samostojne gospodarske dejavnosti se v 19. stoletju pojavi še en dejavnik avtonomnosti civilne družbe. To je javno mnenje. V 18. in 19. stoletju se razširjajo časopisi in druge publikacije, nastajajo čitalnice, bralnice in druge priložnosti za srečanja, razprave in soočenja. Tega javnega mnenja oblast ne more usmerjati in obvladovati, kljub vsem poskusom cenzure, ki je dolgo ostala v veljavi.
Kmalu pa postane zahteva po svobodni misli, izražanja, informiranja ena glavnih zahtev in temeljev človekovih pravic. Tako je tudi javno mnenje postajalo vedno bolj neodvisna družbena sila, zunaj nadzora in usmerjevalne vloge politične oblasti. Če imamo pri nas negativno izkušnjo z neodvisnostjo medijev, ki uprizarjajo naročene medijske linče, katerih žrtve so bodisi nezaželeni politiki, domneva nekaj ve o tem, ali pa cerkev, ki ostaja večne nebodega treba, to samo potrjuje na negativni način tezo o povezavi svobode civilne družbe in svobodnih javnih glasil. Ker ni demokracije v praksi, tam ni svobodne civilne družbe, ni ekonomske svobode in ni svobodnih medijev, kakor tudi ni svobodne cerkve v svobodne državi, kot bi rekel Kavur. Neodvisna cerkev, samostojno svobodno gospodarstvo in neodvisno pluralno javno mnenje so se torej zgodovinsko izkazali za tri najbolj odločilne stebre civilne družbe. Sestop z oblasti je dejanski samo tedaj, če je tudi izstop iz obvladovanja gospodarstva, medijev in odpoved ideološkemu monopolu. Ker se tudi temu tretjemu pri nas, da nekaj se reče stare strici ali strici iz ozadja, stare sile, že več vemo, kako jih imenovati, stara nomenklatura temu ne odpoveduje, vodi na ideološkem področju boj na dveh frontah, proti cerkvi in za svoj monopol na vzgojno-izobraževalnem področju. Boj za svobodo izobraževanja je boj za demokracijo in pluralizem, ki ga na svoj način vodi trenutno naša cerkev. Vse, kar smo na tem področju doživljali zadnje tedne in mesece v zvezi z spremembo ustave, ki je ni bilo, je globoko simptomatično. Vse to ni naključje, to je v logiki totalitarizma. Vse to ni naključje, pa naj bo še tako skregano z vsemi osnovnimi demokratičnimi standardi in standardi pravne države. Cerkve in druge verske skupnosti sodijo na področje civilne družbe in so v tem smislu ločene od države. Ločitev države in cerkve ni in ne more biti kakšno izjemno dejstvo, ki bi veljalo samo za cerkev. Vse področje civilne družbe je ločeno od države po svoji definiciji. Zato je 7. člen naše ustave, ki ga pri nas nategujejo kot čigumi, odveč in je anahronizem iz časov, ko civilne družbe v današnjem demokratičnem smislu še ni bilo. Ne samo cerkev, celotna civilna družba je ločena od države in mora biti. In obratno, samo koliko je celotna civilna družba ločena od države, je od nje od države ločena tudi cerkev. Nobenega razloga ni, da bi država izločevala cerkev in jo gledala bolj po strani, kakor gleda kulturne, prosvetne, rekreacijske in druge organizacije z področja civilne družbe. A ravno to se pri nas stalno dogaja. Najnovejši primer je poskus te vlade, da bi cerkvena Caritas ne mogla kandidirati na razpisih enakovredno z drugimi organizacijami civilne družbe in kar je spet ustavno sodišče najnovejšo odločbo preprečilo. Hvala Bogu, da imamo vse ustavno sodišče. Spoštovani, na zastavljeno vprašanje o demokracijski vlogi cerkve nisem odgovarjal kot kronist ali zgodovina s poročanjem o konkretnih dogodkih, četudi sem bil pri nekaterih udeležen. Dejstvo
imela cerkev po svoji naravi in ustaljenem izročilu, ki je pri vseh zatiranjih ostalo, določen lasten manevrski prostor za razvijanje alternativne misli in alternativnih idej. To možnost je izkoriščala v svojem tisku, ki si ga je počasi širila, mladinski pastorali ter lastni visokošolski ustanovi teološke fakultete. Prvi poskus neke polemike, ki se je sicer hitro zaključil na ideološkem področju, se je po mojem vedenju zgodil že leta 1966 in to v zasnovah teoretske priloge študentske tribune, ki jih je takrat urejala neka, ime vam ni znana, Spomenka Hribar. Prosto se ni trajalo dobro, 2-3 članke pred konca, ampak to je prvi poskus. Prostor cerkve je bil edini, kjer se je drugače mislilo in je lahko to vsaj do neke mere izžarevalo v širši prostor. Svojo vlogo so tukaj odigrali tedni družina, organizirana predavanja o aktualnih temah, kjer je prihajalo do kritičnega soočanja z vodilno marksistično ideologijo. Se spomnite, ko je takrat en profesor Rode predaval nekaj, pa so potem preprečili objavo tistega članka, tistega predavanja, revija v znamenju. Komisija pravičnosti in mira ustanovljena leta 1985, ki se je odzivala na družbene in politične dogodke in podobno. Ideološke razprave so se okrepile, ko se je partija odločila, da bo na knjigo odgovorila s knjigo do neke mere in ne z represijo. Marksistična ideologija se je hitro izkazala za intelektualno zelo krhko in šibko, saj je njena prepričljivost po letu 1968, študentski nemiri v Parizu, po letu 1970 invazija Sovjetske zveze na Češko-Slovaško, potem pojav disidentskih pisateljev, Solženicina in drugih, vse to je močno oslabilo prepričljivost komunistične ideologije. Do leta 70, imam jaz tak občutek, so komunisti še verjeli v komunizem. So bili iskreno prepričani, da je to to. Potem pa je bilo samo še oportunizem imeti knjižico, zato da prideš do dobrih služb, drugo pa ideje, ki pa niso več brigati. Ta prepričljivost je torej po letu 68-70 zelo hitro kopnela. V tej zvezi je treba poudariti vpliv, smo danes že slišali, papeža Janeza Pavla II. In ideje človekovih pravic, ki jih je vzel za svoje in postal eden njihovih najbolj vnetnih zagovornikov. Do leta 70 ali pa 66. Leta 1966 se mi zdi, da je tribuna objavila prvič v slovenščini tekst človekovih pravic. In so bile glasovanja 20 let poprej. Vse protikomunistične idejne in družbene sile so čutile torej močno moralno podporo papeža pri nas in v vsem vzhodnem bloku. Slovenija, ki je na 2 od svojih 3 državnih mej mejila svobodnim demokratičnim svetom, to je pomembno, mi smo sosedje, ki smo lahko šli na kavo v Trst, si hude zaplankanosti čisto preprosto ni mogla dolgo dovoljevati. Sicer je res, na ravni dogodkov marsikaj odvisno tudi od prigodnih okoliščin, človeških značajev, eden je bolj korajšen, drugi manj, nepredvidenih vplivov in širših zoranih razmer. Toda to, da je bila cerkev tam v peti komunistični partiji od začetka do današnjih dni, ni prigodno dejstvo, ki bi lahko bilo tudi drugačno.
kot sem že rekel. V hipu, ko se je nacizem podal na pot totalitarizma, Kolakowski bi rekel, da to ni bilo sicer nujno, bilo pa je zelo, zelo realno možno, je moral nujno trčiti ob Cerkev kot notranjega sovražnika številka 1, kot so se radi izražali. Svojo nekompatibilnost ali nezdružljivost s komunizmom je Cerkev spet različno izražala, odvisno od prigodnih zgodovinskih dejavnikov, predvsem pa oseb. Toda totalitarni marksizem se je te inkompatibilnosti dobro zavedal. Ne glede na to, kako bojevito so nastopali cerkveni tega režima, so bili moteči zaradi svojega drugačnega, nematerialističnega nazora, zaradi svoje neoportunistične morale, zaradi katere mora kristjan Boga bolj poslušati kako ljudi. In zaradi svoje celotne, drugačne, družbene in politične vizije, ki ni kolektivistična, ampak personalistična. Zato je bila Cerkev po definiciji nezdružljiva s komunističnim projektom, ne glede na to, kako glasno je to svojo nekompatibilnost razglašala in komunističnemu projektu nasprotovala, in njena likvidacija se je zato začela že davnega leta 1942. Današnja idejna panorama je v marsičem drugačna. Smo v tem postmodernem svetu, ki je precej drugačen od tistih zadnjih ostankov modernizma ali modernosti, ki smo jih še poznali v komunizmu. Ostaja pa nesporno dejstvo, da se naša nepopolna demokratizacija, ki jo vsi ugotavljamo po 25 letih demokracije na papirju, to se odraža tudi v tem, da še nimamo neodvisne civilne družbe, ker nimamo popolne ekonomske in popolne medijske svobode, da nimamo civilne družbe, ki bi financirala samo sebe. Zato tudi še nimamo urejenih odnosov med državo in cerkvijo. A tudi v našem primeru še vedno velja, da je celovito spoštovanje verske svobode državljanov lakmusov papir demokracije, pravijo teoretiki. Drugače povedano, dokler bomo imeli taka nerešena vprašanja med državo in cerkvijo, kot jih imamo po 25 letih demokracije še vedno v Sloveniji in ko jih drugod nimajo več, že se uredili, bo tudi to pokazatelj, da Slovenija kot pravna in demokratična država ostaja še vedno oddaljen, bolj ali manj oddaljen ideal. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospodu Stresu se zahvaljujemo za ta zanimiv nagovor. Sedaj pa sledi potrditev Pučnikove plakete za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji. Besedi vabim predsednika Akademskega sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika in obenem predsednika Komisije za podelitev Pučnikove plakete, profesora dr. Matevža Tomšiča. Izvolite. Spoštovane udeleženke in udeleženci 11. Pučnikovega simpozija. Pučnikova plaketa je namenjena tistim izjemnim posameznikom, ki s svojim javnim delovanjem, bodisi v politiki, bodisi na drugih družbenih področjih, kot so znanost, mediji, civilna družba in podobno, pomembno prispevajo k krepitvi demokratičnih standardov in rasti demokratične politične kulture v Sloveniji. In naš letošnji nagrajenec, gospod Dušan Lajovic, nedvomno sodi v to kategorijo. Gre za podjetnika, poslovneža, diplomata in nenazadnje intelektualca,
avtorja knjige Med svobodo in rdečo zvezdo, ki je v Sloveniji postal najbolj znan kot avtor razvpite spletne strani Udbanet. Predvsem pa gre za velikega demokrata in domoljuba, ki navkljub temu, da je velik del življenja preživel v tujini, ni nikoli opustil svoje pripadnosti slovenskemu narodnemu telesu. Tako je leta 1992 postal častni konzul Slovenije v Novi Zelandiji, leta 1997 je pa postal častni generalni konzul za Novo Zelandijo. To funkcijo opravljal do leta 2003. Leta 2005 mu je bil ob njegovi 80-letnici podeljen zlati red za zasluge pri povezovanju in ohranjanju slovenske skupnosti v Avstraliji in Novi Zelandiji, pri osamosvajanju Republike Slovenije, mednarodnem priznanju ter gospodarskih povezavah Slovenije z svetom na diplomatskem mednarodnem področju. Letošnjega nagrajenca je zaznamovala tragična usoda njega samega in njegove družine, ki je bila zaradi tega tudi prisiljena v eksil. Družina Lajovic je bila namreč del najbolj izobraženega in najbolj podjetnega sloja slovenske družbe in kot takšna gonilna sila njenega ekonomskega in siceršnjega razvoja. A ravno zaradi tega je bila trn v peti komunističnim oblastnikom in grožnja njihovim načrtom pri izgradnji tako imenovane nove brezrazredne družbe, kar je v dejanskosti pomenilo vzpostavitev zateralskega režima, ki je sistematično in grobo omejeval svobodo in kršil človekove pravice ter povzročal razvojno zaostajanje slovenske družbe na gospodarskem in na vseh drugih področjih. In kar je še posebej problematično, ostajanje tega režima imajo tudi po formalnem sistemskem prehodu še vedno zelo veliko družbeno težo. Vse pretežno svojim zakulisnim delovanjem vplivajo na politične odločitve, ki jih sprejemajo vlade tranzicijske levice, ki pa so bolj kot neka fasada, zgolj neki izvrševalci nekih zakulisnih interesov, ta istih centrov moči, ki nekako si z vsemi silami prizadevajo za ohranjanje statusa quo, ki pa pomeni predvsem ohranjanje njihovih privilegijev. Vse to predstavlja, vsa ta vloga teh zakulisnih centrov moči predstavlja glavno oviro pri dokončanju tako imenovane tranzicije, se pravi pri vzpostavitvi delujočega sistema zahodnega tipa. Gospod Lajovic je velik del svoje življenjske energije vložil v sistematično razgajanje pravega značaja bivšega komunističnega režima in njegovih nosilcev, ki so si kasneje seveda nadeli maske demokratov, a svojega značaja niso spremenili. Dejansko še vedno delujejo na način, ki z vrednotami evropske civilizacije nima kaj dosti skupnega. Tako lahko z gotovostjo, z veliko prepričanostjo rečem, da gre naša nagrada tudi letos v prave roke. Hvala. Hvala dr. Tomšiču, na oder pa vabim vnuka Dušana Lajevca, gospoda Aleksandra Lajevca, predsednico inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Andrejo Valič-Zver, da skupaj z dr. Tomšičem podelita Pučnikovo plaketo. Potem nas bo nagovoril gospod Lajevec. Izvolite.
On behalf of my grandfather Dusan and the rest of our family, I would like to express how grateful and proud we are that the Dr. Josef Puchnik Institute has seen fit to bestow this honour on Dusan. Smiselnem povzetku v imenu mojega dedka Dušana in ostale družine bi seveda rad izrazil svojo hvaležnost in ponos, da je tudi Jožeta Pučnika spoznal za primerno, da podeli to čast mojemu dedku. In January this year, Dusan celebrated his 93rd birthday. He is in very good physical health, and at his home in Sydney, he proudly displays a Slovene flag and has numerous paintings that he enjoys looking at, which remind him of his favourite memories of Slovenia. Januarja letos je Dušan praznoval 93. rojstni dan, je dobrega fizičnega zdravja in v svojem domu v Sydneyju ponosno razstavlja slovensko zastavo in številne risbe, slike, ki ga spominjajo na njegove najljubše trenutke v Sloveniji in ob Sloveniji. For those of you who have not met my grandfather, he is an intelligent, driven, proud and steadfast man. His opinions do not change like the wind. To him, it is more important to be morally strong than popular. It is more important to share the good and the bad rather than to present an edited, sanitized version of events. And it is more important to hold your head high rather than stand by yourself rather than be part of a big crowd but not stand tall. Za tiste, ki niste srečali mojega dedka, on je inteligenten, zelo ponosen, zelo pokončen mož in njegova mnenja se ne spreminjajo z vetrom in za njega je bolj pomembno, da je moralno močan kot popularen. Za njega je bolj pomembno, da razlikuješ med dobrim in zlom, bolj kot da predstavljaš neko zverzirano verzijo neke zverižene resnice in je bolj pomembno, da stojiš po konci in da ostajaš zvest sam sebi, kot da si del neke množice. Slovenia holds a special place in my grandfather's heart. He grew up climbing the Slovene mountains, walking through the beautiful snow-covered fields and swimming in the clear blue waters of the Adriatic Sea. His father would insist that on weekends they climb mountains and enjoy the outdoors. Dusan thought that this was funny at times because his father also owned a perfectly good car that was capable of driving up many of the mountain roads, but his father insisted that he climb. Dusan has never been a fan of walking. His memories of growing up in Slovenia are filled of fun and being surrounded by a loving and industrious family. At times, his father found it difficult to get Dusan to attend school, as Dusan preferred to spend time in the factory that his father started in 1925. Slovenija ima posebno mesto v srcu mojega dedka. Odrasel je tako, da je plezal po slovenskih gorah, da je hodil po čudovitih snegom prekritih poljanah in da je plaval v lepem, čistem, modrem morju, torej tako je Jadranskem morju. Njegov oče je ostajal, da morajo konec tedna hoditi na izlete, da morajo pač plezati v gore in uživati zunaj. In Dušan je včasih mislil, da je to zabavno. Njegov oče je bil lastnik zelo dobrega avtomobila in so se vozili po teh gorskih poteh. In tudi Dušan je vozil ta avto, ker ni bil prevelik pristaš hoje in plezanja. Njegovi spomini na odraščanje v Sloveniji so precej zabavni, saj je bil
obkrožen z ljubečo podjetniško družino in njegov oče, torej Dušanov oče, je včasih imel težave s tem, da je spravil Dušana v šolo, ker je Dušan raje preživljal čas v tovarni, torej njihovi tovarni, ki jo je njegov oče ustanovil leta 1925. Dušan's life, along with millions of others in Europe, was ripped apart with the outbreak of World War II and the events that followed. Dušan fought for his country, and then sadly, his country fought with him. When Dušan and his wife Sasha arrived in Australia as refugees, they arrived in a small country town called Northern in Western Australia. Northern is surrounded by desert sand, and the desert sand is surrounded by desert sand. It was a very different and confronting environment to when Dušan and Sasha were used to in Slovenia, the green diesel Europe. Eventually they made their way across Australia to Sydney. Throughout the next 60 plus years, Dušan always remained up to date with what was taking place in Slovenia, and it pained him that the life that his family had worked so hard to develop in Slovenia was gone. He set about rebuilding his life in Australia under the protection of a democratic government in a peaceful country. Despite the success that he had in creating a loving family, building a successful business, and becoming a respected business and community leader in Australia, the events in Slovenia were never far from his thoughts. Dušanovo življenje se je skupaj z milijoni življenj v Evropi raztrgalo z izbruhom druge svetovne vojne in dogodki, ki so sledili. Dušan se je boril za svojo državo in potem, nažalost, se je ta država borila z njim. Ko sta Dušan in njegova žena Saša prišla v Avstralijo kot begunca, sta prispela v eno majhno mesto, podeželsko mesto Norden v zahodnji Avstraliji. To mesto je obkroženo z puščavskim peskom in še enkrat puščavskim peskom. In to je bilo zelo težko za Dušana in Sašo, ker je bilo to okolje popolnoma drugačno, kot sta ga bila navajena doma v Sloveniji. In časoma sta potem se odselila v Sydney in skozi naslednjih 60 in še več let je Dušan bil nenehno in še vedno na tekočem s tem, kaj se dogaja v Sloveniji. In za njega je bilo zelo boleče dejstvo, da tisto, kar je njegova družina s takim trudom ustvarila v Sloveniji pred drugo svetovno vojno, da je zavedno odšlo. Ustvaril si je novo družino oziroma novo življenje v Avstraliji pod varstvom demokratične vlade v mirni deželi. In kljub temu, da je bil uspešen, da je ustvaril ljubečo družino, da je izgradil uspešen posel, torej da je bil poslovno uspešen, da je postal uspešen biznismen in voditelj skupnosti v Avstraliji. Dogodki v Sloveniji niso bili nikoli daleč od njegovih misli. It pained him for many years that Dušan was not welcome in his country of birth. When Slovenia started to transition to a democratic country, he was able and ready to fight for Slovenia again. Every person has memories about what they hold close to their heart. For Dušan, Slovenia becoming a recognized democratic republic is one of them. Slovenia is 16,130 kilometers from Ljubljana,
and the time zone is almost as opposite as you can get. None of these factors dampened Dušan's desire for Slovenia to become a republic. Back in the early 90s, a young country called Slovenia was not a country that many citizens of Australia or New Zealand knew. Dušan would promote Slovenia to whoever would listen. He was excited about the future of the country, a future where Slovenians could speak for themselves, make their own decisions, and ultimately control their own future. When Slovenia hosted the Sydney when Sydney hosted the Summer Olympics in the year 2000, Dušan constructed a massive Slovene flag. It must have been 15 metres by 10 metres in size. His house is on the Parramatta River in Sydney, and every single ferry and private boat that made its way from the centre of Sydney to the Olympic venues went straight past this one house on the river, almost completely covered by a Slovene flag. No other country had such representation along this busy waterway that led to the Olympic Village and stadiums. Dolga leta ga je bolelo, da ni dobrodošel v državi, kjer se je rodil. In ko je Slovenija začela tranzicijo v demokratično državo, je bil sposoben in pripravljen, da se ponovno bori za Slovenijo. In vsaka oseba ima spomine, tako tudi Dušan, globoko v svojem srcu. In za Dušana to, da je Slovenija postala prepoznana demokratična država, torej priznana demokratična država, je eden od takih spominov. In neznansko je ponosen, da je igral vlogo, pomembno vlogo v teh zgodovinskih dogodkih. Sydney je od Ljubljane oddaljen 16.130 km in časovni pas je obrnjen skoraj na glavo. In nič od tega ni oviralo Dušana v njegovi želji, da bi Slovenija ponovno oziroma postala samostojna država. V 90-ih letih, v zgodnjih 90-ih letih, ta mlada Slovenija, mlada slovenska država ni bila nekaj, kar bi Avstralci, prebivalci Avstralije ali pa Nove Zelandije poznali. In Dušan je promoviral Slovenijo vsakomur, kdor bi ga le poslušal. Torej bil je zelo vznemirjen zaradi prihodnosti in o tej prihodnosti Slovenije je veliko govoril, pozdravljal je te odločitve Slovencev, da končno kontrolirajo, da ima končno nadzor nad svojo lastno prihodnostjo. In ko je Sydney gostil olimpijske igre leta 2000, je Dušan dal zgraditi ogromno slovensko zastavo. Verjetno je imela tam nekje 15 metrov krat 10 metrov in njegova hiša stoji na obrežju reke Parramatta v Sydneyju. In vsak čoln, vsaka ladja, vsak trajekt, ki je plul po tej reki, je videl to zastavo, ki je bila nameščena na njegovi hiši, skoraj popolnoma prekrita s to slovensko zastavo in nobena druga država ni imela takšne predstavitve kot ravno Slovenija. Dušan also spent a lot of time in New Zealand and was for a period the honorary consul between Slovenia and New Zealand. I think New Zealand reminds Dušan a lot of Slovenia. It has amazing scenery and is covered with mountains and lakes. New Zealanders enjoy swimming, skiing, hunting,
fishing, and a large number of New Zealanders are also beekeepers. They are extremely friendly, hardworking, and also have a positive outlook on life. Dusan is very proud of the fact that one of the first countries to recognise Slovenia as an independent democratic country was New Zealand. Dušan je prav tako preživel veliko časa na Novi Zelandiji in je bil nekaj časa celo častni konzul med Slovenijo in Novo Zelandijo. In mislim, da Nova Zelandija spominja Dušana v mnogih potezah na Slovenijo. To je čudovita dežela z visokimi gorami, jezeri. Prebivalci Nove Zelandije uživajo v plavanju, smučanju, lovu, ribolovu in zanimivo, ne? Veliko prebivalcev Nove Zelandije ima ravno tako čebeljake. So izjemno prijazni, torej trdo delajo in imajo tudi pozitiven pogled na življenje. Dušan je zelo ponosen na dejstvo, da je bila ena prvih držav, ki so priznale Slovenijo, ravno neodvisna demokratična država Nova Zelandija. I owe a lot to my grandfather, and he has taught me many valuable life lessons. For me to speak here today on his behalf is a privilege. Whilst Australia is my home, I feel a deep connection with Slovenia. It is the country that my family originates from. It is the country that dominates discussions at our family dinner table for many years. I have more family members living in Slovenia than I do Australia, and it is the country that our family business continues to invest in. Mnogo dolgujem svojemu dedku in naučil me je mnogo dragocenih življenjskih naukov. Zato je zame to, da danes govorim v njegovem imenu, velika čast. Medtem ko je Avstralija moj dom, čutim globoko povezanost s Slovenijo in to je dežela, iz katere izvira moja družina. To je dežela, pogovori o njej so dominirali, torej so bili glavni za našo družinsko mizo leta in leta. Več družinskih članov moje družine živi v Sloveniji kot v Avstraliji in to je država, v kateri nadaljujemo naš družinski posel. I share my grandfather's hopes and dreams for Slovenia, one of the youngest countries on the planet. The fact that the Australian Foreign Affairs Minister visited Slovenia last month demonstrates how Slovenia is becoming more known in Australia and New Zealand than before. When I talk with Australian and New Zealanders about Slovenia, many of them would like to visit, and many more of them know about Slovenia. Some of them even know how to correctly pronounce Ljubljana. Those who have not yet visited Slovenia say that they would love to visit the green piece of Europe. In fact, tourism numbers for Australians visiting Slovenia is up 20% this year on the last year. Would the Slovenian tourism sector be performing so well if Slovenia was not a democracy? Delim sanje in upe mojega dedka za Slovenijo, eno najmlajših držav na tem planetu. In dejstvo, da je avstralski zunanji minister obiskal Slovenijo prejšnji mesec, kaže na to, da Slovenija postaja vse bolj znana in znana tako v Avstraliji kot v Novi Zelandiji, kot je bila prej. Ko govorim z Avstralci in pa prebivalci Nove Zelandije o Sloveniji, jih vedno več in več prepoznava to državo in nekateri od njih znajo celo pravilno izgovoriti Ljubljana. In tisti od njih, ki še niso obiskali Slovenije, pravijo, da bi radi obiskali ta zeleni košček Evrope. Dejstvo je, da število avstralskih turistov v Sloveniji narašča približno 20% letno v zadnjih letih. Nas napoti na vprašanje, če bi Slovenija bila tako dobra v sektorju turizma,
če ne bi bila na tej poti demokracije. One of the best lessons that Dusan taught me is if you do not believe in what you are doing and commit 100%, you will never do it properly. And it is with this logic that Dusan threw 110% of himself into making Slovenia a democracy. I would like to say that my family is humbled about his contribution to this wonderful chapter in Slovene history being recognised here today. Dusan je danes pronošen. Hvala lepa. Eden od najboljših naukov, ki mi jih je podal moj dedek Dušan, je, da če ne verjameš v to, kar delaš, in če tega, v kar verjameš, ne delaš 100%, ne boš tega nikoli počel pravilno. In s to logiko, s tem razmišljanjem se je Dušan 110% vrgel v pomoč Sloveniji, da bi Slovenija postala demokracija. In tako kot družina smo pravzaprav ponosni. Nam je v čast, da je njegov prispevek k temu danes prepoznan. Zahvaljujem se vam in na koncu smo vsi razumeli, da je Dušan danes ponosen. Pridružujemo se podelitvi potrdila o uspešnem zaključku Akademije dr. Jožeta Pučnika, ki jo je Inštitut dr. Jožeta Pučnika organiziral skupaj s Slovensko demokratsko stranko in fundacijo Konrad Adenauer Stiftung. Pred slovesnim zaključkom Akademije pa nas bo nagovoril predsednik SDS, gospod Janez Janša. Izvolite. Najlepša hvala še enkrat za besedo in še enkrat rekel zelo za skupaj. Zdaj, preden preidemo na podelitev diplom tistim, ki ste uspešno končali Akademijo dr. Jožeta Pučnika, mi vendarle dovolite, da se najprej zahvalim inštitutu za izbor letošnjega nagrajenca. Zdaj, mogoče je to že delno po fotografijah, ki so bile preobjavljene. Upam, da čutim dožnost, da zdaj z njim povem nekaj stavkov, kajti poleg tega, kar je bilo o gospodu Dušanu Lavicu že rečeno, mislim, da je treba povedati, da je bil on v času druge svetovne vojne del nekomunističnega odpora, kot mlad, pravzaprav še nepolnoletni fant, da je sodeloval z zahodnim obveščevalcem in da je tudi še nekaj let po vojni skušal pomagati temu, da bi vendarle Slovenija postala na demokratični strani železne zavese. Zdaj, kljub temu pa je po moj glavni dosežek njegovega hobija, obveščevalnega hobija, knjiga, ki ste jo videli, naslovnico, kot je pred naslavil, to je knjiga Med svobodnega rdečo zvezdo.
verjamem, da je marsikdo med vami že imel v rokah. Ampak mislim, da ne pretiravam. Prepričan sem, da ne pretiravam, če rečem, da je to najpomembnejša knjiga slovenske knjižnice. Zakaj? Zato, ker, če se navežem na prejšnjo razpravo, odkar je ta knjiga leta 2003 šla, v gibanju tem, kdo so te stare sile, štrici iz ozadja, kot je rekel prej doktor Stres, ogrodje te nomenklature, za recimo temu 95% tega omrežja ni več potrebno, ker je to omrežje objavljeno. Zdaj, ko je Dušan Lajović to knjigo izdal, je bil obtožen, da objavlja nekaj iz prirejenih domačih arhivov, da to ni lepo, skratka, cel kup obtožb se je vsugna. Trajalo je 15 let, ampak danes je to, kar je objavljeno v tej knjigi, v originalu, na mikrofilmih, uradno potrjen del Arhiva Republike Slovenije. Sodno priznan. Nekaj dni nazaj je rečena zadnja pravnomočna sodba, ko je pač nekdo, ki je tudi objavljen v tem seznamu. Na sodišču sicer trdili, da je bila UDBA malo da nedobrodelna organizacija, da se vseeno počuti užaljenega, ker je na tem seznamu, pa da to ni res, ampak na podlagi podatkov iz arhiva, tudi Dušan Lajović je te mikrofilme izročil uradno Arhivu Slovenije, je bilo dokazano, da pač to drži. Slovenski mediji so naredili vse, kar se je dalo, da bi to dejstvo, da je to zdaj pač uradni del arhiva zamolčali. Ampak od leta 2004 naprej je ta knjiga omogočila, da niso možne stvari, ki smo jih prej tudi mi doživljali kot stranka, kako so se v podobnem času, kot je danes pred volitvami pojavili ljudje, ki bi radi kandidirali na vsak način. Bili so gorečani, komunisti, ne vem kaj. Potem smo jih dali na tem seznamu. Tako da, za zdravje slovenske demokracije, kolikor veje, ta knjiga je izjemno zaslužna. Še nekaj treba povedati o gospodu Lajoviću. On je eno tistih ljudi, ki za slovensko demokracijo ni delal samo z besedami, ampak z dejanjem. Zdaj veliko tega bo že povedano. Posod, kjer je imel svoja podjetja, je dosegel, da so tiste države med prvimi priznali samostojnost Slovenije. Jaz sem imel to čas, da sem bil takoj po novem letu 92, ko je bila Slovenija v Evropi praktično priznana. Na najbolj prisotni slovesnosti moje življenje v Melbournu, ki jo pomagal zorganizirati tudi Dušan Lajović, ker je bilo na 100 naših rojakov, ki so živeli takrat po Avstraliji. In kjer smo proslavili pod napisom slovenske himne, kot se je takrat uradno začenjala, prej so jo skrčili samo na 7 kitice. Naprej ste lahko videli gor ta napis. Bog naš nam doževal, Bog živi več, slovenski svet. Tudi potem, ko moram poslušati vse mogoče očitke, ko izdaje te knjige, je ne glede na vse to še naprej delo za Slovenijo, tako v Avstraliji, tako v Novi Zelandiji, tako v številnih državah Južne Azije, kjer je imel vpliv in pomagal vsem slovenskim poslovnežem in diplomatom, ki so tam rabili kakršnokoli pomoč. Tisto, kar pa Dušan Lajović kot človeka najbolj opredeljuje, pa zaznamuje pa njegov optimizem. On je vsaki stvari videl priložnost. Tudi najtežjih življenjskih položajih še vedno v svojem
na nekem skupnem potovanju, sem ga vprašal, Dušan, kako to, da si ti tako optimist? Rekel je, škaj? Zato, ker so vse ostale alternative slabše. Ko sem ga nazadnje videl pred meseci, je še vedno tako. Pač leta terijo svoje in plača sceno, ampak ostaja optimizm. In hvala tudi Aleksandru Lajevcu, za katerega je njegov dedek rekel, ko gledam njega, vidim sebe v glavih letih, da ni pozabil na korenine, da kljub težavam, ki so bile, nadaljuje družinsko podjetje tukaj, da v bistvu je med tistimi, ki v Sloveniji vlagajo, ki pomagajo k našemu gospodarskemu razvoju, čeprav bi lahko našel na desetine razlogov, da bi rekel, domovina ni videla mene in jaz sem vidim drugim. In to, da se je to ohranilo tudi v drugi, tretji generaciji, je nekaj, kar se služi naše spoštovanje in zahvalo. Zdaj pa bi rad še, gremo na podelitev diplom, čestitev vsem, ki ste uspešno končali akademijo dr. Jožeta Pučnika. V Sloveniji je veliko šol, veliko tečajev, veliko vzgojno-izobraževalnih organizacij, tudi političnih akademij, ampak samo ena akademija dr. Jožeta Pučnika, samo ena je inštitut in akademija dr. Jožeta Pučnika, ki nosi ime po očetu slovenske države. Zato iskrene čestitke, končali ste tečaj, končali ste verjamem, da neko zahtevno izobraževalno, zahteven izobraževalni test, ki nosi ime po človeku, za katerega je pisatelj Drago Jančar zapisal, da vam gre za stvar. In računamo na vse, ki ste končali to akademijo, da vam bo tudi v prihodnje šlo za stvar in da boste v svojem življenju in delu širili misel dr. Jožeta Pučnika, pa tudi optimizem Dušana Lajevca. Čestitke. Hvala. Najlepša hvala. Tudi sam bi se v svojem imenu zahvalil Dušanu Lajevcu. Kot večinski lastnik demokracije je pomembno investiral k razvoju slovenskega medijskega prostora in pluralizaciji. Zdaj pa na oder vabim doktorica Andrejo Valec-Zver, ki bo poročala o poteku 27. akademije dr. Jožeta Pučnika. Tako pozdravljeni, sledi še tole zaključno dejanje, na katerega smo seveda na inštitutu zelo ponosni. Naši diplomanti so med nami, to je že 27. generacija. Velika čast je bila biti z vami v jeseni leta 2017 in čisto na kratko, srečali smo se v Kranjski Gori na izobraževalnem vikendu, kjer so se nam pridružili predsednik Janez Janša, podpredsednik dr. Milan Zver, potem je bil z nami dr. Matevž Tomšič, pa Bošnjak Kolarič, tudi jaz sem nekaj povedala. No in potem naslednji vikend po začetku novembra je bil pa v Portorožu, tam so se nam pa pridružili dr. Michael Lange iz Kasa, s seboj so pripeljali vrhunskega nemškega strokovnjaka Holgerja Hajbacha iz CDU in potem sta bila z nami tudi dr. Vinko Gorenak pa Zvone Černač. En pomemben trenutek je bil tudi obisk državnega zbora v Ljubljani, kjer nam je delo parlamenta in pa delo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke predstavil dr. Vinko Gorenak in pa seveda zelo pomemben in mislim
da dobro izpeljan. Je bil tudi obisk Evropskega parlamenta, naše poslanske skupine v Evropskem parlamentu v soorganizaciji z Evropsko pisarno dr. Milana Zvera. Vsi naši diplomati so prispevali tudi svoj trud, svoje delo v obliki seminarskih nalog. Izbrali so si mentorja, ki je potem to njihovo delo tudi ocenil. No in izmed 27 jih je danes tukaj z nami malo manj, nekateri so se upravičili, nekateri zaradi nekih obveznosti pač niso mogli izpolniti. In zdaj jih bomo poklicali na oder in jim izročili njihove diplome. In seveda, kot je rekel predsednik, to je šele začetek, zdaj bo treba narediti pa naslednje pogumne korake, ampak sem prepričana, da jih boste. Potrdila o uspešnem zaključku Akademije dr. Jožeta Pučnika Predka. Marko Andolšek, Valjši potrebnika gospoda Jana Janša, da izreči potrdila. Lenart Barat, Dejan Pavtičnik, Viktor Kiran, Adriana Kocijančič, Venja Krulec-Vidovič, Matej Lesjak, Janko Kubin, Rok Radovan, Marjeta Rukav, Dominik Štrakl, Lea Vezjak, Majka Vrtovec, Breda Telašček, Alenka Draga. Najlepša hvala. Vsem se v imenu organizatorjev
prav lepo zahvaljujem za udeležbo na današnjem 11. Pušnikovem simpoziju v Slovenski Bistrici. Vabljeni ste k pogostitvi, druženju in nadaljnjem razmisleku o prihodnosti Slovenije. Lep dan vam želim še naprej in srečno Slovenijo.